S ciljem spodbujanja trajne mobilnosti in obuditve starega mestnega jedra so parkirišče v centru Črnomlja spremenili v prostor za druženje, igro in izobraževanje. Dan so začeli z jutranjo telovadbo. Potem se nam je pridružilo kar 620 otrok iz vseh šol iz občine Črnomelj in pa vrtca, ki so se izobraževali na temo prometa, kako se obnašati in tudi sodelujejo že cel teden v določenih aktivnostih na to temo. In zato so si zaslužili tudi nagrade, tako da so dobili kolesa. Pestro pa je bilo tudi v popoldanskih urah. Tako na parkirišču, kjer so skozi različna dogajanja spodbujali hojo, kolesarjenje, gibanje, kot na bližnjem grajskem dvorišču, kjer so obeležili 5-letnico Črnomaljske hiše Sadeži družbe, ki deluje pod okriljem Slovenske filantropije. Mi ves čas vabimo ljudi, naj pridejo, naj si vzamejo naše prostore za svoje in mislim, da bo treba še nekaj časa, da bo zares dosegla svoj namen. Njihova vrata in različne dejavnosti, ki jih pripravljajo s pomočjo prostovoljcev, so odprta vsem, od otrok do invalidov in starostnikov. Predvsem pa skušajo pomagati ljudem s socialnega roba. Mi v bistvu skrbimo, da jim ne pustimo, da zdrsnejo čez rob, na tak način, da jim pomagamo skozi obleko, skozi prehrano, skozi različne nasvete, kam naj se obrnejo. Nedavno so opravili tudi raziskavo o mobilnosti starejših v črnomaljski občini, ki je pokazala, da imajo starostniki in drugi težje gibljivi velike težave pri dostopu do dobrin, na kar so opozorili občinsko upravo. Ja, smo seznanjeni s to problematiko in tudi mi v občini Črnomelj pripravljamo projekt v sodelovanju z Domom starejših občanov, kjer bomo tudi mi prišli nasproti gibalno oviranim ljudem in starejšim, kjer jim bomo tudi mi omogočili, da bodo lažje prišli do zdravnika, po raznih opravkih, na pošto. Osrednja tema tokratnega javnega dogodka o 5-letnici pa je bila odprava diskriminacije v najširšem pomenu te besede. Tokrat so se te teme lotili skozi smeh, za kar je poskrbela stand-up komičarka Martina Ipša. In ti lahko čez humor, v bistvu na zabaven način, veliko resnega poveš in se ljudi dotakne. In prav to je bil cilj njenega nastopa.